Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Šege in pesmi Pod lipo domačo. Danes bosta z nami predsednica Marijana Jereb in mentorica etnološke skupine Lužniške Ufarice Martina Lešnik. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, za začetek nam lahko nekaj poveste o Zgornji Lužnici. Zgornja Lužnica je manjši kraj, manjša vas pod Pohorjem, nekje med Oplotnico in Slovensko Bistrico. Vas ima približno 1150 prebivalcev, združenih v 350 gospodinjstev. Kraj je sestavljen iz več manjših vasi oziroma zaselkov, in sicer Kostanjevec, Gladomez, sama Zgornja Lužnica, Vinarje, Korplje in pa del Tinske gore. O Zgornji Lužnici smo pred časom izdali tudi zloženko, v kateri je Zgornja Lužnica podrobno predstavljena, predvsem pa je predstavljeno kulturno življenje in turizem Zgornje Lužnice. V sami zloženki smo zapisali tudi, da imamo kar nekaj pomembnih zgodovinskih znamenitosti. Predvsem se ponašamo s cerkvijo svetega Venčeslava. Pisni viri pravijo, da je obstajala že leta 1251 in je to edina cerkev v Sloveniji, ki nosi ime po svetem Venčeslavu, češkem svetniku. Sam kraj Zgornja Lužnica se imenuje Zgornja Lužnica od leta 1955, predtem pa se je kraj imenoval Venčesl. Potem se ponašamo z šolo. V pisnih virih piše, da je šola na Zgornji Lužnici obstajala že leta 1781. To je bila nedeljska šola. Pozneje pa imamo še drugi podatek, da je obstajala državna šola, ta pa je od leta 1881. Šolo kakršno imamo danes na Zgornji Lužnici, pa so zgradili v letu 2005. Potem zasledimo v pisnih virih tudi, da je bilo v okolici Zgornje Lužnice veliko mlinov na vodo, žag na vodo, tudi mlin na veter. Potem obstaja tudi še danes najdebelejša lipa v sami vasi, to je Ozimičeva lipa. Potem pa je pomembno vlogo odigrala Zgornja Lužnica v času vojne za Slovenijo. To pa je bilo leta 1991. In vsako leto na tem mestu obeležimo ta dogodek iz preteklosti. In sicer je bila tukaj kar velika postojanka orožja za jugoslovansko vojsko in takrat je Zgornja Lužnica imela tukaj pomembno vlogo, kjer je slovenska vojska prevzela to orožje od jugoslovanske armade. Fino, fino. Torej, nam mogoče lahko še nekaj poveste o vašem društvu, predstavite na kratko. Ja, Turistično društvo Zgornja Lužnica pa smo ustanovili v letu 2000, tako da vsi letošnji dogodki obeležujejo to obletnico, ki se dogajajo seveda v društvu. Najprej v začetku ustanavljanja smo dajali poudarek urejenosti kraja. Dali smo pobudo krajevni skupnosti, kako bi se uredile avtobusne postaje, da bi se zasadile rože ob njih, da bi se postavile oglaševalne table, na katerih bi tudi bile rože, se pravi, da bi odsvetličili okolico. Pozneje smo spodbujali ljudi v kraju, da bi se prijavljali v tekmovanje za Zlato vrtnico oziroma tekmovanje o urejenosti kraja in okolja. Pozneje smo začeli obujati tudi vaške praznike oziroma praznike, ki spominjajo na prejšnje čase. Taki prazniki so recimo kurjenje monštrance v naši vasi Gladomez, potem postavljamo klopotec v vasi Zgornja Lužnica, v vasi Kostanjevec pa vsako leto na cvetno nedeljo nosijo največjo butaro oziroma po naše največji presmec v cerkev svetega Venčeslava, kot sem prej rekla. V jeseni pa tudi pripravljamo martinovanje, ki je zdaj že tradicionalno in je to kar velik dogodek za naše društvo.
Seveda pa smo želeli nekako pokazati naše delo, našo preteklost izven našega kraja, izven Lužnice in prav s tem namenom smo ustanovili etnološko skupino Lužniške Ufrce. Zanimivo. No, lahko nekaj poveste, kaj je bil vaš namen, da ste ustanovili to etnološko skupino? Lahko vi, ja. Ja. Prav predsednica našega društva, gospa Marjana Jereb, je dala pobudo, da bi začeli oživljati običaje, ki so bili nekoč in že tonejo v pozabo. In seveda, ko smo mi to ugotavljali, se pogovarjali, smo prišli do spoznanja, da bi bilo prav, da mi te običaje, ki že tonejo v pozabo, spravimo zopet v življenje, predvsem, da jih pokažemo mlajši generaciji. Starejši ljudje še to vedo, dočim mlajše generacije pa tega ne vedo, kako se je nekoč luščil fižol, kako se je bilo na furežu, kako so štrikali z okne, kako so pekli zagodovanja, potem kako so se pripravljali na žegen, kako so želi. Tega današnja mlada generacija ne ve več. In prav zaradi tega smo rekli, pa dajmo mi to z izvirnimi predmeti, ki jih poiščemo na terenu, obogateno z petjem, seveda ob vsakem liku potem je bilo petje, ob spremljavi harmonike. To pa nam prinaša, da res poiščemo narečno govorico iz našega okolja. In ustanovili smo Ufrce. Zdaj, kaj pa so to Ufrce, bi nekdo vprašal, predvsem mlajša generacija, starejši to vedo. Ufarji, to so bili kočarji, ki so živeli v hišah premožnejših, bogatejših kmetov, ki so imeli poleg svojih kmetišč zraven hišo, da so imeli not delavce. To se pravi, oni so morali za svojim delom odslužiti, da so lahko tu noč živeli, seveda, pa so potem nekaj pridelali tudi zase. In zaradi tega smo mi potem rekli, pa bodimo Ufrce, ker mi tudi znamo delati, mi bomo pa prikazali vse to, kaj se je delalo nekoč. Torej zato ste si nadeli to ime, če sem pravilno razumela. Ja. Torej, povedali ste že tudi, kaj torej pomeni ime Ufrce in Ufarji. Torej, nam lahko mogoče še zaupate, kako se oblačite, obuvate? Ja, mi, Lužniške Ufrce, smo oblečene v delovno narodno nošo, ki se je na Lužniškem že nosila pred 100 leti. Je zelo zanimiva. Poglejte, oblečena sem v njo. To je bilo bolj to je delovna noša. Obute smo v cokle, domače izdelave. Torej sami ste si to naredili? To nam je naredil eden, ki še to izdeluje, na Zreškem. Potem imamo doma spletene jopice, v hladnejših dneh se oblečemo v jopice in pa obujemo po domače z okne. Vidim, da vas po zimi ne more zebsti, Takrat, ko je hladneje, si pač to nadenemo, oblečemo. Torej, mogoče še lahko povete našim dragim gledalcem in dragim gledalkam, kaj vse počnete, na kakšen način? Ja, to se pravi, mi zdaj tele delo poskušamo spraviti na oder. Zdaj pa je treba to potem tudi razmisliti. Zaupali so mi, kot mentorici, naj jaz to napišem. Ni mi bilo težko napisati, zato ker sem bila otrok generacije staršev, ki so imeli zemljo, ki so imeli kmetijo in sem vse to doživljala ob starših. In potem, ko sem zaprla oči in začela pisati, je teklo, ker so spomini prišli nazaj. Tako da sem podoživljam tisto, kar sem doživela in naprimer splete imamo, Francino god, to se pravi, jaz se spomnim, kako je praznovala mama v starih časih god. Včasih se ni praznoval rojstni dan, se je godovalo. Potem, kako je bilo mamo splet furež, kako se je to dogajalo nekoč furež v tisti pravi obliki. Potem imamo splet iz otrebljena bučno martinovanje. Potem smo pripravili splet, priprava na žegen,
luščenje fižola, kako se je nekoč luščilo, potem rože za ohcet, tako da že imamo teh spletov kar nekaj. No, mogoče lahko poveste tisti, ki morda ne vejo, kaj pomeni splet furež. Jaz v bistvu prvič tudi sem slišala za to besedo. Furež, Ja. daj rečejo po moderno Ja. koline. Aha, To koline. prašiča so zaklali po domače, ne? To je furež in potem vse, kar furežu spada in največje veselje je bilo, pa potem to je bil edini kmečki praznik, ko so se ljudje usedli, ko so povabili svoje prijatelje in takrat se je tudi pošteno jedlo. Ne? Torej skupaj se zberete, imate koline in potem skupaj tudi nekaj pojeste in se družite. Namen je predvsem tudi druženje, ne? Tudi druženje in pa prikaz tega dela. Odkot se pa dobite v bistvu pravzaprav navdih, da lahko vse to počnete, ustvarjate? Ja, to sem rekla, ker sem bila res otrok generacije, ki smo to doživljali, ne? In zdaj potem malo greš na teren, vprašaš še stare ljudi, ki živijo, tudi moje kolegice, ufarice v skupini so tudi približno, smo generacijsko približno enake, nekaj imamo mlajših in potem to poizvedujemo, nekaj se poslužimo tudi knjig, seveda, normalno, in potem poskušamo najti kaj pristno za našo Zgornjo Ložnico. Kako je to bilo pri nas. Kje vse pa se v bistvu predstavljate, kje vas lahko najdejo? Je to samo v kraju Ložnica ali tudi hodite drugam? Ja, mi smo se že kar, lahko rečemo, smo že kar poznane. Na domačem teritoriju. Potem poznane smo, pokličejo nas prijateljska sosednja turistična društva. Potem smo že bili v turizmu in prosti čas v Ljubljani smo gostovali. Potem smo bili v Rogaški Slatini, potem v domačem kraju. Posebnost naša pa je, da prirejamo etnološki večer. To se pravi večer, kjer pripravimo en splet, več spletov in to potem prikažemo publiki. Zraven tega pa povabimo tudi sosednja turistična društva, da nam potem tudi popestrijo to dogajanje. In torej to so tudi lahko neke vrste zabave, potem tudi, ker se pleše, poje. Ja. Če si približno predstavljam, nimam pravega občutka. Ja.
Ali je to čist malo drugače mišljeno? To je predstavitev tega dela. Ne? Na koncu, normalno je, no, to je pa drugo, ko ob vsakem delu je bil likov. Ne? In ob likovu se je potem tudi zapelo. In zato imamo mi zraven tudi harmonikarja, ki potem tudi vmes in na koncu se vreže po domače. Mi izbiramo tudi takšne pesmi, ki so primerne za tisto delo, ki ga prikazujemo, in je to potem ena taka prijetna zadeva. En prijeten dogodek, Ja. ne? Torej, kako se pa v bistvu člani in članice Ufarjev, kaj so, v bistvu smo že prej povedali, pa kako se na nek način vi vseeno predstavljate navzven, naprimer, kako bi lahko rekli temi glede mladih? Ali je tudi možno, da je mlada gospodična Ufarca, ali je to določeno leto? Mi smo ponosni, ker v naše večere, v naše splete že vključujemo mlado generacijo. Imamo mlajšo generacijo, ki jim že hočemo na ta način, da jih vključimo, vzbuditi ljubezen do tega vsega, in zelo smo ponosni, ker jih že imamo kar nekaj. Edino moram, pozabila sem že prej malo povedati, kaj je naša zanimivost tudi. Da imamo njivo, na kateri pridelujemo ročno, naprimer koruzo, buče, in potem to ročno obdelamo brez vsakršnih gnojil. Potem to, ko pridelamo, pa znamo iz tega tudi kulinarično obogatiti. To se pravi, iz tega naredimo kulinarične dobrote, jedi takšne, ki so bile nekoč. Torej, sama domača hrana. Ja, In torej to potem tudi lahko prodajate. Je to Tudi. možno, da se dobi v trgovinah, ali imate prav posebno trgovine, ali samo v ložnici lahko to ljudje Nimamo še. kupujejo? Ponudimo pa na sejmih, kjer smo prisotne, pa naprimer v Bistriškem tednu, v Ljubljani, v Turizmu in prosti čas. Takrat pa nesemo s seboj svoje ufarično olje, ki ga potem sami stisnemo in ga potem natočimo v steklenice in to tudi ponudimo. Ne? Ste že bili morda mogoče kdaj v Mariboru, ko imamo tudi to domačo tržnico ob sobotah? Ne, to še nismo. Zdaj se bolj v domačem okolju uveljavljamo. Morda pa tudi kdaj, Takrat, če bi nas bilo bodo fino, da povabili. tudi kdaj sem pridete, a ne? Ja. In tudi to predstavite. Bi še mogoče kaj posebnega povedali glede vašega društva? No, mogoče glede skupine te etnološke, ne, da je to skupina, ki sestavlja 10 članic in 2 člana. 10 žensk in 2 moška, ne. In naš namen je ta, da mi nastopamo. Ne? Mi nastopamo na prireditvah. Vse to, kar je zraven kolegica delate, povedala, mi potem prenašamo na nek način, kolikor se pač stvar da pokazati na odru. In to je naša največja prireditev, kot je rekla etnološki večer v nekem letu. Letos je bila že druga in ravno na tem večeru smo tudi obeležili to 10-letnico društva. Torej, kje pa vas lahko, kdaj vas pa lahko spet naslednjič naši gledalci in gledalke vidijo? Naši gledalci in gledalke in kdorkoli želi kaj izvedeti o nas, nas najde na spletni strani www.ufarce.si. Tam imamo svojo spletno stran, vse podatke o nas, tudi fotografije iz naših nastopov, z naših raznoraznih aktivnosti in tudi nekateri naši spleti oziroma nastopi so na spletni strani. Še nam lahko poveste, kakšne so vaše druge aktivnosti v društvu? Naš program v društvu je zelo bogat. Vse, kar smo delali v preteklih 10 letih, je bilo zbrano v biltenu, ki smo ga letos izdali ob drugem etnološkem večeru oziroma ob 10-letnici društva. Naš program je nekako razpeljan čez celo leto. Po zimi opravljamo druga dela, druge aktivnosti, druge dejavnosti, čez poletje pa zopet druge, ki so vezane morda tudi na letni čas. Imamo pohode, ekskurzijo, delamo na njivi, kot sem rekla, razne prireditve, likofe, kot smo že prej rekli, in delavnice, kot sem rekla, v zimskem času in tudi čez poletje. Fino. Koliko pa imate članov? Članov imamo preko 100 in smo organizirani v sekcije.
Katere sekcije pa imate? Imamo kar 6 sekcij, in sicer sekcija za rekreacije, pohodništvo in ekskurzije, kot sem rekla. Enkrat tedensko ženske trenirajo v naši telovadnici v šoli in se rekreirajo. Potem vsak velikonočni ponedeljek imamo pohod. Letos smo tudi ta pohod prvič izvedli po poteh po meji naše krajevne skupnosti. To bo nova pot, ki bo v prihodnje tudi nekako pohodna pot za naše turistično društvo in se bo imenovala pohodna pot Lovra Stepišnika po našem znanem rojaku iz našega kraja. Potem pa organiziramo vsako leto pomladi tudi ekskurzijo v turistično zanimive kraje. Potem sekcija za ustvarjalne delavnice, ki deluje čez poletje na njivi in čez zimo znotraj šole ponavadi. Sekcija za prireditve, ki organizira vse prireditve čez leto. Potem sekcija za urejanje okolja, ki prijavlja naše člane in jih spodbuja k urejanju okolja in v tekmovanje seveda. Potem sekcija za obujanje običajev, tu je kresovanje, presmec, martinovanje, postavljanje majskih dreves in pa sekcija za organizacijo družabnih iger, da lahko mi tekmujemo oziroma se srečujemo na nek način z drugimi turističnimi društvi v občini. Kar veliko zanimivosti je v Ložnici. Ja, hvala. Za zaključek pa si lahko še pogledate prikaz pranja perila na odru. Naslednjič pa bomo podrobneje se pogovarjali o pranju perila na stari način. Hvala, ker ste bili danes z nami. Hvala tudi vam, ker ste nas gledali. Srečno.
Thank you.
zdaj da raznošaš jed, pa narediš vočke, mi noč, mi pejši.